Hej, pozdravljeni v hashtag Kema, kjer predstavljamo portrete tekmovalcev letošnje Eme. Nocojšnja gostja je Kim. Ok, Kim, najprej za začetek hitro vprašanje, prva stvar, ki ti pade na pamet. Če bi mogla imeti 3 besede, ki opisujejo tebe, katere 3 besede bi to bile? Direktnost, posebnost, moč. Super, greva dalje. Kdo je zmagal na Emi 2015? Mareja. Eno tuje mesto, kjer bi živela? Los Angeles. Katera igralka bi igrala tebe v tvojem biografskem filmu? Angelina Jolie. Kim Jong-un ali Kim Kardashian? Kim Kardashian all the way. Če ne bi bila pevka, s čim bi se ukvarjala? Z igralstvom. Tvoj najljubši sotekmovalec na letošnji Emi? Ula. Ula, ok, to so bila hitra vprašanja, zdaj gremo pa naprej na počasnejša vprašanja. Letos je Ema kar pomlajena velike mladih izvajalcev, je zdaj končno čas za vas. Definitivno bi rekla, da ja. To leto je res okoli mladih glasbenikov, okoli tega, da se predstavljajo v novi luči in tako dalje, tako dalje. Kaj pa tebe dela drugačno od ostalih? Kaj mene dela drugačno, bi v bistvu rekla, jaz sem že kot karakter in kot oseba malce drugačna, ali kako bi rekla. In definitivno bo moj nastop, pa tudi pesem, bo nekaj drugačnega. Zdaj, kljub temu, da te širša javnost načeloma ne pozna, imaš v bistvu veliko izkušenj, šolala si tudi v tujini si se? V bistvu že od malega sem zelo aktivna na glasbeni sceni. Prvo sem naredila pesem za film Vloga za Emo. Potem pa sem se šolala tudi v Londonu. Sem bila sama 2 tedna na klasih pri Joshua Alamu, Ellie Tannen, Eva Bren in tako dalje. Pač v bistvu ti glavni, ki so, jaz to ne vem pojma. Ne, ampak super, rekla si, da si nam posnela tudi naslovno pesem za film Vloga za Emo. A je drugače delati pač glasbo recimo za Emo, kakor pa za film? Definitivno je drugače. Tu je v bistvu nekako vse bolj odprto, v bistvu si ful bolj izpostavljen ti, tam pa v bistvu nisi, ker si za kuliso. Ali kako naj se izrazim. Tako da, definitivno je v mojem mnenju boljše delati glasbo za Emo. Ker lahko več sebe dam v to. Ti si pa bolj filmu prilagojena. Ja, v bistvu je tematika vsega prilagojena tematiki filma. Zdaj, pri tvoji pesmi Rhythm Back to You si sodelovala z zelo priznanim švedskim producentom. Kako je pa šlo do tega sodelovanja? In kdo pa je sploh avtor tvoje pesmi? Ray in Marjetka. V bistvu potem pa je to Ray se engageal skupaj in tako je prišlo do tega. Tako da jaz sem ful navdušena. Pesem je ful všeč, tako da upam, da bo ostalim tudi. Zdaj, v tej dobi teh socialnih medijev, koliko pomemben je videz? A imaš ti kakšne trike, kako se slikate od zgoraj, od spodaj? Dajmo v bistvu kar en selfie narediti, pa mi pomagaj, da vidim, kako. Evo. Gor, v bistvu. Gor. Ok. Glej vedno, da ti luč sije direktno na obraz, pa kjer je tvoj boljši profil. Nimam ga, oba sta kar povprečna. Moje na tej strani, tako da vedno. Se pravi mora tako, ok. Pa narediš eno pozo, naprimer jaz nagnem glavo vedno v to smer, tako da. Ja, čedna sva, no, čedna, hvala, mogoče bo, mislim, ti si čedna, dajmo tako reči. In zdaj, ko smo glih pri socialnih omrežjih, jaz sem šel majhen gledati tvoj Instagram in pri nekaterih fotkah se mi zdi, da rabimo majčken zgodbe okoli, da mi lahko poveš, kaj se je dogajalo na tej fotki. To je v bistvu slika, katera je bila objavljena pred mojim rojstnim dnevom, ampak v bistvu zdaj bom ekspozala sebe in svoj Instagram, to nisem jaz. To nisi ti? Ne. Kdo pa je to? Ne vem, iskreno. Ful mi je bila všeč slika, pa sem... Vse dobra fotka, da veste. Ok, kaj se dogaja na tej fotki? Tu smo se ravno vozili na Fashion Week in sem si popravljala malo make-up avto. Čiga je pa avto? Od moje mame. Ok, kaj zgleda zelo lušten. Avto, ti pa tudi seveda. Ok, to je bilo to. Zdaj mi pa povej, zakaj boš zmagala na Emi? V bistvu, to so bile moje sanje od vedno že, da bi lahko zastopala Slovenijo. Če bi zmagala, bi definitivno probala Slovenijo predstaviti v najboljši luči, ker se zavedam odgovornosti, tako da bi se itak potrudila po maksimalno dobrih močeh. A lahko slišimo samo en delček tvoje pesmi, čisto mečka, mogoče samo 2 besedi, glih to, da dobimo majhen občutek. I found my rhythm back to you. To je bila Kim, v celoti jo pa slišite 16. februarja na Emi 2019. Kim.
Heart is a piece of the best. Hvala.